Vabilo, sicer sem zamenjala Nasima, Džaba, je odsoten trenutno, tako da me veseli, da sem tudi jaz danes dobila tako zelo širok vsebinski vpogled v to tematiko. Kot ste omenili, bom naslovila čisto mogoče drug vidik pač te problematike. Povabili so ljudi, da pač predstavimo projekt Fix My Food, ki se mi zdi, da je deloval pod tem projektom, ki ga je predhodnica opisala, tako da bi tak res manjši del. Tako da bom v bistvu orisala, pač, zakaj je marketing nezdrave prehrane pač problematičen, ker je tako veste, ampak bom tako res na kratko se dotaknila tega, potem pa bom pač bolj predstavila projekt in kako aktivacija mladih na tem področju lahko pač pomaga, da se tudi sistemsko lotimo teh izzivov. Najprej zelo na hitro brez izgovora ali pa no excuse, mi smo pač mladinska organizacija, to pomeni, da so pač člani mladi od 15. do 30. leta. Obstajajo od leta 2006, tako da letos praznujemo 20 let, si mislim. Tako da v bistvu delujemo na 3 področjih, na področju okolja, zdravja in mladinske participacije oziroma aktivacije. Smo neprofitni, ne strankarski, ne vem, zakaj piše ne partnerski, ampak okej. In smo pač močen partner na področju zdravja in zagovorništva, smo pač člani tudi več nekih strokovnih skupin. Najbolj pomembna vizija, ki nas pač vodi preko vseh aktivnosti, ki jih izvajamo, torej od preventivnih programov na osnovnih in srednjih šolah, do dela starši, do dela z učitelji, profesorji, pa potem najbolj pomembnega srednjega dela, torej aktivacija mladih, da pač postanejo zagovorniki svojih pravic in potem tudi to prevajajo v sistem, je, da želimo ustvarjati svet, kjer vsak mlad človek kritično razmišlja, predlaga in potem ustvarja tudi te pozitivne spremembe. Tako da zelo na hitro, marketing nezdrave prehrane se pač v kontekstu otrok in mladih kaže temu, da je marketing teh izdelkov vedno usmerjen v otroke in mlade. Pri temu pač je najbolj pomembno vprašanje, kako so te izdelki vidni ali pa dostopni. Največkrat ali pa najbolj konkretno se z mladimi in otroci lahko pogovarjamo, ko grejo v trgovino, pač kje so postavljeni te izdelki in zelo očitno so pač postavljeni na pač ravni oči otroka, torej zelo majhnega, in tam na koncu, kjer se vsi vedno ustavijo in pač čakajo v vrsti za nakupe. Imamo pa zdaj ta drugi vidik tega marketinga nezdrave prehrane, ki se mogoče kaže tudi čez vse te predstavitve. Torej, en vidik je povezan z digitalnimi prostori, z socialnimi omrežji ali pa nekimi sponzoriranimi objavami. Tukaj je pač potrebno omeniti tudi, kako se promovirajo te izdelki, ker je tudi povezano s tematikami duševnega zdravja. Torej, če ti pač analiziraš te kampanje njihove, so predvsem tako, da sporočajo posamezniku, če boš to jedel ali pa kupil, bo se izboljšalo tvoje počutje. In pač seveda te izdelki so ponavadi prežeti z sladkorjem, ker je pač najhujši vidik, in potem tudi recimo z visoko vsebnostjo soli. In to pač ustvarja neke nezdrave vzorce pri mladih, torej ne samo pri prehrani, ampak tudi pri nekem svojem duševnem stanju in reševanju pač teh izzivov. Drugi vidik je pa tukaj tudi povezan recimo z nekimi influencerji, ki so bili tudi pač prej omenjeni, ampak tukaj moramo mogoče dodati, kako je to kompleksna mreža, ne? Mislim, da smo se tudi na skupini za digitalizacijo oziroma digitalne prostore, mislim, da je veliko vas, ki ste v isti skupini. Torej, influencer, to je pač oblika marketinga, ki na nek način je plačan od nekega podjetja, da predstavlja neki izdelek kot nekaj, uporaba tega izdelka kot nekaj normalnega. In če pač vzamemo te podatke, ki so bili danes predstavljeni, kjer je pri fantih oziroma dečkih manj neke telesne aktivnosti, pa tudi mogoče več uporabe digitalnih ali pa elektronskih naprav, lahko rečemo, da potem uporaba energijskih pijač, če uporabimo ta pač primer, zelo lepo pokaže, kako neki influencerji, ki so mogoče povezani z video igricami, v kateri se potem prinese marketing, direktno marketing energijskih pijač,
nam potem zelo hitro pač pojasne to mrežo, ne. Torej, influencer, ki rabi denar, ki je pač v neki mreži pač pod skupine influencerjev, v tem primeru videoiger, podjetje, ki uporablja energijske pijače kot del te persone in on, ki to prodaja v bistvu otrokom in najstnikom, ne. Tako, zelo praktičen primer. Fix My Food je pa v bistvu, kot sem že omenila, del tega večjega projekta. Mi smo bili notri poklicani kot mentori mladim, torej nismo bili del projekta, ampak se je pač projekt izkazal za zelo tak konkreten primer, kaj se lahko zgodi, ko sodeluje pač več nekih deležnikov in kaj se zgodi, ko aktiviramo mlade. Aktivnosti znotraj tega dela projekta so potekale tako, da smo izbrali mlade na 2 delovna vikenda, ki so prišli pač v Ljubljano. Cilj je bil, da zberemo res mlade iz vse Slovenije, torej da se ne fokusiramo samo na mlade iz Ljubljane, ampak da tudi gremo v vzhodno Slovenijo, recimo imeli smo eno veliko skupino mladih iz Ptuja, pa eno skupino iz Ljubljane, ne Ljubljane, ampak Izole, tako res šli v vse pač smeri, ja. In potem smo izvedli ta 2 vikenda v sodelovanju z eno organizacijo iz Velike Britanije, IDBET, stvar za zagovorništvo na področju prehrane, in z UNICEF-om seveda. In znotraj teh vikendov so mladi tako spoznavali kompleksnost marketinga pač te prehrane, kako ta podjetja delujejo in kako se to kaže v njihovem pač vsakdanu. Od digitalnih prostorov do trgovin in tako naprej, tako da so tudi veliko bili vključeni na sam teren. In ko so bili vključeni v vse te aktivnosti, so potem pripravili tudi 10 zahtev, ki vam jih bom na hitro predstavila, in so se tudi na zadnjem vikendu potem srečali s predstavnikom iz Ministrstva za zdravje, kjer so bili vključeni v aktivno vlogo ali pa metodo participiranja, kjer so mladi to predstavili pač nekemu odločevalcu. In v januarju je tudi potekal dogodek v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, kjer so bili te isti mladi pač pozvani vabljeni za neko aktivno udeležbo na dogodku in istočasno se je pač sprožila neka medijska prisotnost. Mogoče ste pač zaznali plakate od Fix My Food, mislim, da je veliko ljudi. Tako da, če pa gremo zdaj na teh 10 zahtev, torej v splošnem so se pač ukvarjali z regulacijo in tukaj je pač tako pomemben vidik omejevanja oglaševanja, tudi da pač se zavedamo tudi okoljskega vpliva, kar je bilo tudi danes recimo omenjeno, ta mikroplastika, nanoplastika je zelo zanimiv vidik, ki se kaže tudi na različnih področjih kot pač problematičen, da se v bistvu ukvarjamo z taktikami oglaševanja teh industrij. To je zelo dober primer tudi, kako tobačna industrija je bila zaustavljena, 20 let nazaj, če se ne motim, in na ta način bi se v bistvu mogli ukvarjati tudi z regulacijo drugih podjetij, ki direktno pač targetirajo te populacije. In recimo zanimivo, govorili so tudi o opozorilnih označbah, kar se tudi že na drugih področjih kaže, tudi na področju tobaka pa alkohola, no tobak je že pa. Potem na področju dostopnosti so se ukvarjali oziroma so želeli, da se več ukvarjamo z povečanjem dostopnosti lokalne prehrane in tudi z cenovno, ki je pač logično za dostop do mladih in seveda tudi drugih, da se tudi preveri postavitev teh izdelkov v samih trgovinah, da se poenoti standarde v šolski prehrani oziroma osnovnih šolah in tako naprej, in da se tudi prilagodi sistem subvencionirane študentske prehrane. Zdaj, če gledamo to 8. točko, v zadnjem času se veliko pogovarjamo o tem, tako da mogoče je res čas, da preverimo, ali sistem deluje ali pač ne. Na področju izobraževanja pa seveda so pač ocenili, da če se pač gledamo malo boljše, torej ne samo mladih, ne samo izobraževanje mladih, ne samo preventiva mladih, ampak tudi splošne javnosti. In to se mi zdi v bistvu eden ključnih vidikov, ko pač delamo z mladimi, da mladi sami opozorijo, ne samo mi, ampak tudi ostala pač populacija.
Zdaj tukaj manjka en tak povezava do spletne strani, ampak tisti, ki zanima, da si bolj podrobno pogledate te zahteve, lahko greste na stran kampanje ali pa napišete v Google cena zdravja mladih in boste tam imeli še opis teh torej zahtev. Okay. To je nekaj slik iz teh vikendov, kjer so se izobraževali mladi. Zdaj pa glede naslednjih korakov, projekt se je zaključil. Smo pa v sodelovanju z UNICEF-om se uskladili, da bomo poskušali to skupino še naprej imeti aktivno. Tako da smo kot brez izgovora vključili te posameznike v družbene ustvarjalnice. To je naš program, ki ga izvajamo na osnovnih in srednjih šolah. Družbene ustvarjalnice potekajo na način, da se pač skupine mladih srečujejo z nekim mladinskim delavcem ali pa mladinsko vodjo iz lokalnega okolja in v celem letu se pogovarjajo o neki javnozdravstveni temi ali pa tudi okoljski, v tem primeru pač javnozdravstveni. In na ta način smo jih uspeli ohraniti aktivirane, hkrati pa zaradi našega načina delovanja v organizaciji jih lahko še naprej vabimo na različne aktivnosti, na delovne vikende, lahko jim tudi nudimo mladinske izmenjave, mednarodne in tako naprej. In na ta način v bistvu, kar počnemo je, ohranjamo motivirane mlade, ki si želijo sistemsko delati na tej ravni. Torej, seveda je pomembno, da delamo s populacijo, ki ima pač težave v zdravju, ne, pa vidimo neke vzorce, ki lahko pač privedejo do nekih življenja, na njihovo zdravje. Ampak iz našega vidika je tudi pomembno, da ohranjamo tisto populacijo mladih, ki pa je jezna na sistem, če se lahko tako izrazim, in je pripravljena narediti nekaj za svoje vrstnike. In to v bistvu mi počnemo in v bistvu nam je ta projekt tudi omogočil, da smo lahko aktivirali nekaj skupin. Tako da ja, želimo si, da bi pač kampanja še naprej rasla, ampak je tle pač potrebno še kar nekaj dela, predvsem pa njihova volja. Torej, ključno je, da je pač ta projekt pokazal, da ne uporabljamo mladih za slike, ampak da so v teh procesih participacije lahko res pomemben vir informacij in imajo tudi pač vpoglede v dejanske probleme in tudi rešitve v praksi. In to se pač kaže seveda v našem modelu, ampak mogoče je prav področje prehrane nekaj, kar še ni izkoriščen potencial. Kaj se pravi beseda? Sam se misli čudno. No, skratka, ja, in da je pomembno jih vključiti kot enakopravne deležnike. Tako da še mogoče samo nek pregled, zakaj je vključevanje mladih v tematike zdravja v Sloveniji tako učinkovito in hkrati smo pač zelo dober pokazatelj v svetu, da se pač da, torej neke zgodovinske izkušnje in da je Slovenija v svoji majhnosti hkrati ponuja veliko hitrih priložnosti. In to se kaže res tudi v tem, da jaz lahko danes sedim in se pač z vami pogovarjam in tudi v vseh pač nekih rezultatih. Tako da na ta način tudi spodbujamo, da mladi začnejo zaupati v sistem, ki jih lahko ščiti, torej da ne razumejo nekih politik kot neki, kar jih omejuje v življenju, ampak nekaj, kar jim lahko ponudi prostor, ki je dejansko varen, spodbuden in lahko pač tukaj tudi ostanejo. Tako sodelovanje tudi ponuja konkretnost, torej recimo to, da imamo neke programe, kjer nas mirijo v osnovni šoli in da jaz slišim te podatke, jaz lahko to svojim članom recimo povem, by the way, vaši podatki miritve ful pomagajo. Tako, to je recimo ta konkretnost pomembna. In tukaj pač v nekim mogoče trenutnem duhu, če ne bomo mladih vključevali v te pogovore, ne bomo nikoli v popolnosti razumeli, kako digitalni prostori v bistvu vplivajo na njihove navade. In tudi iz vidika raziskovanj ali pa delovanja teh platform, tudi ne nazadnje njihovega duševnega zdravja. Pač vse to je povezano pač z digitalnimi prostori in zato je potrebno jih vključevati. Mislim, da je to.